Potem bomo pa počasi začeli, a ne. Dober dan, vsem skupaj, kjerkoli ste že, dobrodošli v knjižnici za slepe Minke Skaberne. Letošnje leto počasi končujemo praznovanje 100-letnice, žal so ti dnevi in se te stvari okrog tega okrnili praznovanje 100-letnice, ampak tu pa tam kakšno zadevo smo uspeli izpeljati, tako kot tudi gre za zgodbo oziroma črtice, anekdote o svetih in slavovidnih, ki jih je Stane zbiral kar nekaj let. Zdaj bi Stane, če se strinjaš, bi za začetek Tajdo Lekše prosil, da prebere eno črtico. Tvoj, Tajda. Prosim. Naslov črtice je, najprej lep pozdrav vsem. Nasproti pokopališča. Prejšnji teden sem pospremil ženo do avtobusa, ki vozi na progi številka 11. Do tja je 15 minut hoje. Zaradi ozkega pločnika sva, kot ponavadi, hodila drug za drugim, pa tudi zato, da ne bi ovirala tistih, ki pridejo nasproti. Desni pločnik, po katerem sva šla, mi veliko bolj ustreza, ker nima ovir, kot jih ima nasprotna stran, na kateri so razmeščeni drobovi za cestne svetilke in je več dovoznih poti ter prometnih znakov. Na tej strani dela zgago samo en prometni znak, za katerega vem, kje je in ga tudi pričakujem, da se mu lahko izognem. Toda ne, prehitro sem se veselil, da bova gladko prispela do njenega avtobusa. Pločnik pri pokopališču je bil zatrpan z nekaj avtomobili, ki so se stisnili na ozek prostor za pešce, da sva jih morala obhoditi po zelo prometni cesti. Žena me je nato vso pot do njenega izhodišča opozarjala, da moram paziti, ko se bom vračal domov, da se mi kaj ne zgodi. Skrb je bila na mestu, čeprav je že pretiravala z njo. Zagotovil se mi, da se bom varno vrnil domov, saj poznam to območje. Pločnika na obeh straneh sta mi znana, pa tudi svetlo je še dovolj, da vidim vsaj 50 metrov daleč. Vračal se bom po drugi strani ceste, kjer ni parkiranih avtomobilov. Po povratku hodim in hodim, ko iznenada sredi pločnika nekaj trešči v moj levi zgornji podočnik, da se mi pocedi kri. Ojoj, za vraga, kaj je bilo to? Od bolečine sem še nekajkrat zaklel in potipal okoli sebe, potem sem ga tudi zagledal. Pred menoj je stal, točno na sredini pločnika, prometni znak, ki ga tam nikoli prej ni bilo. Spodaj je bil obtežen s težkim kvadrom, da ga v navalu besa nisem mogel takoj odstraniti s poti. Potem sem ga pustil in šel dalje. Po nekaj korakih naletim še na mirujoč avtomobil, prav tako tik pred menoj. Ko ga hočem obhoditi po desni, notranji strani, se mi v obraz zapičijo veje. Zdaj pa še to. Ne bo konec nadlog. Posut z drobci iz drevesa moram znova okoli avta po divjem cestišču. Na srečo sledim svetlo oblečeni postavi, da se znova utirim na pločnik in pospešim korak za njo, ki jo prepoznam za žensko. Pred udarcem v zobe me ne bi rešila ne bela, ne pohodna palica, ki jo najraje nosim s seboj na večernih pohodih za odganjanje psov. Drugič ne smem biti zamišljen in bolj moram krožiti z očmi, da se bom pravočasno izognil oviri. Hvala, Tajda. Torej, Stane, predno te predstavim, povej še ti par besed. Pozdravljeni vsi, ki nas gledate, poslušate, ki ste se udeležili te novinarske konference. Pripravili smo jo, kot je že voditelj povedal, Dušan Brešer-Mlakar, v času obeleževanja 100. obletnice organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na Slovenskem, zato ker mi je uspelo do te 100. obletnice zbrati 300 črtic, 300 vedrih in trpkih prigod, kot sem podnaslovil glavni naslov Brez slepomišenja. Vam ne bom povedal vsega, zato da boste imeli možnost me še kaj vprašati.
Torej, kot vidite, je 300 črtic kratkih zgodb. To vse zgodbe so o resničnih dogodkih, resnične izkušnje slepih, zaslepljenih in drugih, ki se z njimi ali z nami ukvarjajo, so tista osnova bila, katero sem si beležil tekom vrsto let, kajti delujem na področju socialnega in invalidskega varstva že več desetletij, tudi kot funkcionar in voditelj študijskih krožkov za odrasle, 21 let sem jih vodil in toliko raznih zabeležk se mi je nabralo, da sem potem in še iz ostalega gradiva ter iz opažanj različnih situacij, v katerih sem opazil namerno prezrtost, diskriminacije ali ignoranco, da sem potem to zabeležil in nekako literarno obdelal, kot vidite, v približno taki obliki, kot smo slišali prej. Potem pa vse te zbrane prigode, črtice sem razvrstil po nekem po logičnih tematskih sklopih, teh se je nabralo 19, lahko bi bile tudi drugačne tematike ali drugačni sklopi, ampak meni je prišlo, da sem jih naredil take, kot so, kot vidite, torej cestne, domače, če jih samo nekaj naštejem, potem so ljubezenske, funkcionarske, recimo največ se je nabralo cestnih 41 črtic, potem funkcionarskih 31 črtic, domačih 24 črtic in podobno. So še taksistične, poslovne, pedagoške, tako ja. Recimo tudi zaslepljene, zdravstvene, nekaj malega zabavne in podobne. No, toliko za uvod. No, torej, čisto na kratko, da predstavim Staneta Padežnika, tisti, ki ga še ne poznate. Rojen je v 56. leta v Celju, otroštvo je preživel v Slovenskih Konjicah, že 20 let živi v Ljubljani, po poklicu je zgodovinar, bil je profesor na več srednjih šolah po Ljubljani v Kamniku. Kot je sam rekel, nekaj časa je tudi delal na izobraževanju odraslih na Viški pravni šoli za pravne delavce. Ukvarja se tudi z astrologijo in je dolgoletni predsednik in član tudi naše zveze slepih in slabovidnih. Ima tudi za seboj kar nekaj knjig, od nagrajenih zbirk do raziskav o ustvarjalnosti slepih in slabovidnih. Skratka, plod tega raziskovanja je pa tale knjiga, ki jo pač brez pomišljanja, ki se meni zdi en zanimiv učbenik pravzaprav problemov, ki jih imamo videči z slepimi in slabovidnimi in slabovidni in slepi z nami. Mislim, da je to kar primerna zadeva, da je šla ob 100-letnici. Stane, povej mi ti, kako te je pravzaprav pripeljalo do tega, da si začel pravzaprav sploh zbirati? Ker sem poleg zgodovinarja tudi sociolog in sem v pedagoški praksi nabral ogromno izkušenj, sem si očitno tudi do neke mere izostril nek čut opazovanja raznih družbenih pojavov, predvsem tistih, ki nas trdo zadanejo, to pomeni diskriminacije oziroma nezadostnega čuta za sočloveka iz strani tistih, na katerih temelji današnji svet. To pomeni, svet večinoma temelji na očesnem kontaktu in v katerem tem svetu smo, kot je zapisal ambasador slepote, dr. Eugen Bavčar,
da smo analfabeti v okolocentrističnem svetu. Analfabeti, seveda, glede na to, da ne moremo vzpostaviti očesnega kontakta, drugače pa lahko. No in taka tovrstna ali pa raznovrstna problematika me je toliko časa žulila, da sem se odločil, da bom to zapisoval, tako kot tudi razne druge tematike z drugih področij, ki si jih nekaj omenil, tudi pedagoških, ki niso povezane s slepoto. In tako se je seveda to nabiranje teh zgodb samo po sebi oblikovalo in kako se je potem izoblikoval ta naslov, bi lahko kdo vprašal, zakaj brez slepomišljenja. Ja, me boš to vprašal, ne? Ja, to sem imel sem ja. kar nekaj delovnih naslovov, od prvega delovnega naslova Kontrasti rumene pege, ampak kasneje se je izkazalo, da bi to bil preozek naslov, ki bi se morda tikal samo bolj tistih, ki imajo težave z rumeno pego. Kasneje obrazi nevidenih, zapostavljenih in podobno. Ja, to je tudi nekako v podnaslovu. In še predzadnji tak delovni naslov je bil Sredina ali rob. Zaradi tega, ker bi s tem naslovom odprl neka družbena vprašanja, ali so invalidi v središču družbe ali so na robu. Seveda so v središču družbe, vendar potiskani na obrobje, ker pa sem videl, da sem moral kar sam odločiti, ker nisem utegnil dobiti nobenega založnika tako na hitro, da bom šel v samo založbo. In sem rekel, da bi mogoče bil še ta naslov brez slepomišljenja najboljši. Eni od teh črtic sem dal tudi tak naslov, brez slepomišljenja. Se mi zdi, da zveni bolj udarno in na nek način hočem s tem izraziti, da je dovolj prenarejanja, da določenih pojavov v družbi ni, ker jih mnogi, predvsem pa odločevalci, želijo pomesti pod preprogo, se jih ignorirajo, vendar to ni primerno, ni prav, da se jih ignorira, je treba o njih se pogovarjati in odločno jih odpravljati. Tako da to je bil ta namen. Lahko pa bi me še vprašal, kaj hočem sploh sporočati s to knjigo. Ja, pravzaprav s to knjigo razgaljam pravzaprav to splošno razširjeno družbeno pojavnost, kot sem že prej povedal, prezrtosti določene družbene skupine, hkrati razgaljati tudi zaslepljenost mnogih, ki bi lahko kaj ukrenili in odpravljali razne ovire, pa jih ne. In razgaljenost birokratov, ki se zgovarjajo na zakonodajo, češ da ni popolna, ni zadostna, čeprav imamo v zakonih kar dobro rešeno nekatero področje, vendar potem se zatika pri takih odločevalcih, ki ne sledijo duhu zakona in pravijo, da bi morali zakon, da bi kakšen zakon moral biti še bolj natančno napisan, ampak to vse se čisto preprosto ne da. Toliko za sedaj. Jaz mislim, da bi bilo primerno, bodisi da še eno črtico prebere gospa Tajda. Lepše. Tudi pa bi mogoče še udeleženci novinarske konference dobili besedo, da tudi kaj vprašajo ali pa povejo. Prosim. Izvoli, Tajda. Ja, zdaj ste tukaj, ena je samo dvovrstična, a bi to? Mogoče bi jo preskočili, pa bi šli na svetlobni napisi, naprimer, ta je taka, ki odpira... Ali pa spogledovanje, ok. Ja, kakorkoli, no. Ja, kakorkoli. Na spogledovanju na avtobusu. Starim in postaranim znancem so se srečali na ulici. Ko mi pravi, zadnjič pa me nisi hotela poznati. Kje zategnemo začudenja?
Se te nisem videla. Si, ves čas si me gledala. Dokler nisi izstopila iz avtobusa, si bila obrnjena proti meni in me gledala v oči. Še požmrknila si me enkrat. Oprosti, sem rekla, brez obžalovanja. V teh letih najinega poznanstva bi pa že moral vedeti, da ne vidim, ne prepoznam obrazov. Ti, ki me poznaš in imaš zdrave oči, bi me lahko ogovoril. On pa si je razlagal, da ga nalašč izzivalno gledam in ga nočem poznati, ter se nočem pogovarjati z njim. Verjemi že, duša draga, da ne vidim, sem bila že togotna. Ne vidim zadosti, kljub temu, da nosimo očala. Obrazi so mi razmazane packe, pa ni nič narobe s teboj. Stane, zdaj noti nobenih imen pa priimkov, kdo je doživel bi rekel, ta anekdoto. A si kdaj razmišljal, da bi pravzaprav uporabil imena ali pa vsaj kje, recimo jaz, ki delam tukaj s teboj in z slepimi, včasih se mi je prav zazdelo, da bi bilo luštno zvedeti, komu se je to zgodilo oziroma kdo to pravzaprav je. Zanimivo razmišljanje videčega človeka je to, tipično. Pravim, da s to knjigo ne želim poudarjati individualnih izkušenj, ampak to so izkušnje, ki se podobne izkušnje dogajajo neštetim ljudem. Na Slovenskem jih je okoli 10.000 s hudo očesno okvaro, tja do 38-40 pa takih z resno očesno okvaro. Torej se podobne situacije dogajajo mnogim. In s tem sem hotel to poudariti in ne izpostavljati posameznika. In tudi strogo literarno gledano je redko katera črtica, bi lahko redko katera črtica bila uvrščena med anekdote. Tako da so to bolj črtice, ker če bi bila anekdota, potem bi moral biti znan protagonist in čisto kratko, kaj se mu je zgodilo. Tako da to sem pa, kot se nekaj že iz teh kratkih prigod vidi, poskušal razširiti na doživljajski svet, doživljanje protagonistov, se pravi teh junakov anonimnih, da se približa doživljajski svet slepih in tudi zaslepljenih. Zaslepljeni so pa tako med tistimi, ki dobro vidijo in tistimi, ki ne vidijo v redu. Doživljajski svet, njihovo razmišljanje in probleme, na katere naletijo zaradi svoje oviranosti in nerazumevanja okolja in seveda tudi tistih, ki oblikujejo prostor in digitalne, ki oblikujejo okolje, digitalno in fizično okolje. Se pravi, knjiga je iz tega, vidimo, tudi namenjena ne samo vsem bralcem, zlasti tudi tistim, ki načrtujejo urbano okolje in digitalno okolje, da ne bi še dodatnih novih ovir po nepotrebnem postavljali, kar se pogosto dogaja še vedno. Ja, še kakšno vprašanje? Res je, ta knjiga je tipičen primer osveščanja, bi mogli videči brati, da bi videli, kako stvari potekajo. Ja. Jaz bi zdaj vprašal prisotne, ima kdo kakšno vprašanje? Ali ćemo še eno črtico, da prebere malo daljšo, pa medtem ti prisotni, da razmislijo, kaj bi vprašali. Bi pa prosil, da ne bomo vsi naenkrat, da, kako se temu reče, roke dvignejo ali pa da mi daje neko znamenje, da pač bi nekdo rad vprašal. Tajda, izvoli. Ok. No, ta črtica ima pa naslov Svetlobni napisi. Avtobusi mestnega prometa so zdaj drugače označeni, kot so bili pred leti. Nekateri imajo velike svetleče napise na črnem ozadju, drugi pa teh napisov sploh še nimajo.
Mi, slabovidni, teh oznak največkrat ne vidimo, ker so nejasni in nečitljivi. Rumena svetloba na črnem ozadju je še dovolj jasna, če je ostra in kontrastna. V nekaterih primerih pa je žal medla, zabrisana ter motna. Rdeče črke, ki menda v strokovni javnosti veljajo za najbolj prepoznavne, češ da jih človeško oko najlažje zaznava, bolj kot modro, belo ali rumeno svetlobo ponoči, so najslabše vidne. Ne dvomim, da jih hitreje zazna in bolje vidi zdravo oko, za bolno pa je rdeča barva v črnem okolju temna, pretemna. Prej, ko so stari avtobusi uporabljali še bele table s črnimi napisi, pripete spredaj na vetrobranskem steklu ali na strani ob prvih vratih namenjenih vstopanju potnikov in so bile na višini oči, smo vsi precej dobro videli kontrastne napise. Celo slepi z majhnim ostankom vida so zmogli ujeti številko proge v svoj otoček nejasnega vida ali še prebrati, na kateri progi vozi avtobus, ki se je ustavil pred njimi. Svetlobni napisi, ki so danes nameščeni na vrhu avtobusa pod streho, pa so bolj na roko videčim osebam, saj jih potniki z okvaro vida tako ali tako s težavo ujamejo z očmi. Kaj šele, da bi pravočasno, še preden avtobus odpelje s postaje, razbrali smer in številko proge. Z ukrepom vodstva mestnega potniškega prometa in najbrž tudi občine, da odstranijo bele table s kontrastnimi napisi in jih zamenjajo s svetlobnimi napisi, tam zgoraj, daleč stran od oči, so postali slepi in slabovidni še bolj slepi. Lokalna oblast jih je, čeprav dobro misleča, na mah spremenila v drugorazredne meščane. Nekoč, ko sem čakala na avtobus številka 6 pri konzorciju in sem bila že v časovni stiski, sta le pripeljala drug za drugim avtobusa. In naglo sem se morala odločiti, na katerega bom vstopila. Čeprav sem videla še 8% z očali, mi svetlobni napisi niso nič koristili. Če bi se hotela na lastne oči prepričati, kateri od avtobusov vozi na progi številka 6, bi se morala zelo hitro premikati od prvega k drugemu in morda zopet nazaj k prvemu avtobusu. Toda težko dihanje, nekoliko previsoka telesna teža in bolečine v nogi so mi predstavljali dodatno oviro. Tistim, ki vidijo 100%, je preprosto gledati oddaleč in se direktno usmeriti proti izbranemu avtobusu. Njim so naše ovire povsem neznane. Prizanesena jim je fizična in psihična stiska, ki nas posebno na zelo obremenjenem postajališču, kamor včasih pripelje 4 ali 5 avtobusov zapored, kjer je stičišče številnih prog, spravi v hudo zagato. Da mi ne bi oba avtobusa odpeljala izpred nosu, preden bi sama ugotovila, če je kateri od njiju tisti, ki ga čakam, sem se brž zrinila za gručo srednješolcev kar na prvega. Bala sem se, da bi me odpeljal v napačno smer, zato sem se hotela še pravočasno prepričati, kje sem. Če bi bil napačen avtobus, bi lahko izstopila na prvi postaji in vstopila na drugega. Oba sta imela naslednjo postajo še skupno. Pri filozofski fakulteti pa se nekatere proge razcepijo. Ker me je zaradi silovitega speljevanja zaneslo, sem se zgrabila za pokončni drog pri šoferju. Prosim, ste številka 6? Sem astmatično vprašala in se že v naslednjem hipu zavedala nepravilno izrečenega stavka. Še preden sem se lahko popravila, se je šofer odzval. Ne, jaz sem Marjan, jaz nisem številka 6. Bil je tako jezen, da mi ni hotel povedati, katera številka je. Mi nočete povedati, če je to avtobus številka 6? Zaradi drvenja mimo arkad pri Uršulinski cerkvi sem se morala zgrabiti še za migetajočo zanko, ki mi je visela nekje nad glavo, da mi ne bi zavrtelo okoli moje osi. Gospa, pomikajte se nazaj, prihajamo na naslednjo postajo, je bilo vse, kar je znal povedati brezobrazni šofer. Kljub temu sem se pripravljala izstopiti pri prednjih vratih, ampak vame je planilo toliko ljudi, ki so me stisnili v primež, da sem bila prisiljena tiščati v hrbte mladine, ki je že prej vstopila z menoj. Do naslednje postaje se sploh nisem mogla prebiti do naslednjih vrat za izstopanje. Na srečo pa sem po zavoju na desno okoli vogala Filozofske fakultete na Aškerčevo ugotovila, da sem na pravem avtobusu. No ja, odleglo mi je.
čeprav na tej progi vozi tudi enka. Hvala, Tajda. Prosim. Ja, prosim, ima kdo kakšno vprašanje? Izvolite, le pogumno. Nič ni videti, da bi kdo kaj vprašal. Smo bili izčrpni. Aha, ok, evo. No, Dober dan, Dober dan, izvolite, kdo je? Aksinja Karmavnar tukaj. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj, prisotni na konferenci, predvsem pa vam, gospod Padežnik. Jaz sem navdušena. Čestitke za vašo knjigo, Hvala lepa. ker se mi zdi vaš pristop, da pravzaprav s pomočjo literature nekako anekdotsko ali pa črtično, tako kot ste rekli, predstavljate te ovire in stereotipe, ki jih je res žal še vedno absolutno preveč, čeprav stalno skušamo opozarjati. Z veseljem bom vašo knjigo prebrala, sem pa prepričana, da bi jo moralo prebrati čim več ljudi, tako kot ste že sami omenili, odločevalcev, okolju in tako naprej. Kaj menite, kako bi dosegli čim večjo množico? Vi ste svoje v bistvu naredili, vi ste napisali knjigo, kaj pa sedaj? Kaj pa sedaj? Kakšno težko vprašanje. Tako kot ste rekli, da jo prebere čim več ljudi. Zdaj razširjanje knjig pri nas je pa kar malo težavno, že velike založbe imajo probleme animirati ljudi, bralce, vzeti knjigo, da bi vzeli knjigo tako, kot je, v fizični obliki v roke. Seveda bo tudi išla v zvočni obliki, zvočna knjiga, ampak do tja je še nekaj časa. Najprej je treba v roke vzeti tako, kot je. Pa seveda, da tudi mediji pripomorejo k temu, da kaj napišejo o sami knjigi, ker to vrstna literatura ni tako pogosta, se mi zdi, sploh, ki bi zajemala to vrstno tematiko. Tako da se bi morali še nekateri drugi zavedati in kaj storiti. Jaz sem svoje naredil, seveda pa ne bom ostal ravno pri tem. Se bom trudil razširjati to vedenje, poznavanje oziroma doživljanje, doživljajski svet razširjati med ostale. Na funkcijah, katere sem imel, sem se tudi trudil ozaveščati ljudi, zdravo družbo, da smo taki tudi sestavni del družbe in da imamo neke specifične potrebe, vendar očitno v Sloveniji gre to bolj počasi. Slovenska družba, predvsem odločevalci, očitno potrebujejo, bom kar brez slepomišljenja rekel, prisilo. Brez drugače ne gre. Prisilo. Prisila je pa bodisi še bolj jasno napisan kakšen predpis oziroma da inštitucije, ki skrbijo za nadzor nad izvajanjem zakonodaje, malo bolj privijajo tiste, ki bi se zakonov oziroma izvajanja zakonov morali držati. Take ustanove imajo, samo še vedno so več ali manj bolj pasivne. Taka je moja izkušnja osebna. Ja, še. Hvala, še nekaj bi... Hvala, Aksinja. Jaz lahko to naredim, da vas povabim k študentom. Ja, lahko povem? Izvoli. Jaz bi vas z velikim veseljem povabila k svojim študentom inkluzivne pedagogike, ker to so le bodoči tisti, ki bodo širili inkluzivno paradigmo naprej. Če ste pripravljeni po Zoomu in predstaviti knjigo, recimo pol ure, bi bila zelo vesela, no, če bi se lahko dogovorila. Naj bo Dušan povezal, a ne Dušan? Tako je, ja. Tako, najlepša hvala. Hvala vam. Tina Grošelj, prosim. Ja, dober dan želim, gospod Padežnik. Tina Grošelj, pozdravljeni, ja, zdravo. Dober dan, me veseli, da se vidimo glede na trenutne razmere. Sicer sva bila dogovorjena, da bomo tudi posneli, pa vendar sem vesela, da imamo to možnost preko Zooma, da danes samo naredimo morda za mene nek uvod. Kasneje bi pa bila zelo
zelo vesela, če bi se lahko dogovorila, da bomo še posneli intervju. Tako da bi glede na trenutno epidemijo in razmere bi jaz bolj predlagala, da se enkrat v januarju dogovoriva. No. Prav se bo dogovorila. Ja, toliko, no, pa mogoče me zanima še, da bi se lahko pripravila na najin pogovor. Je ta knjiga že kje dostopna? Ja, dostopna v knjigarnah ni. To ne gre tako hitro, predvsem pa se jo lahko naroči kar pri avtorju. Jaz pa naprej angažiram svoje bližnje, s pomočjo katerih preko podjetja Lichtenegger d.o.o. se ta knjiga trži. Okay. Torej, Lichtenegger d.o.o. je trgovec oziroma distributer. Ampak najlažje dobite mene, ker imate moje podatke že kar na spletu, na Facebooku, kontakte, ne? Oziroma dora.kotnikova@gmail.com ali moj elektronski naslov stane.padeznik@telemach.net. Tako, dobro. Hvala lepa. Sem dostopen. Ja, hvala vam za zanimanje in za pripravljenost narediti prispevek. Potem seveda tudi za gluhe in naglušne je lahko ta knjiga zelo zanimiva, hkrati pa tudi spodbuda, da še sami kaj več napišejo. Torej, da niso samo suhoparne neke izjave pa pritožbe, ampak da tudi svoje življenjske zgodbe ljudje z izkušnjo gluhote in naglušnosti napišejo. Torej, vse svoje življenje pretvorijo v zgodbe. Seveda, ta knjiga ima tudi ilustracije, 19 ilustracij, barvnih, risanih. Zato sem pridobil zelo nadarjeno mlado risarko, študentko dizajna, Majo Kabjanič. Tako da ona bo še zelo znana. In te ilustracije potem popestrijo listanje po knjigi. Pa še eno izkušnjo, da vam povem, recimo zelo znan gospod duhovnik, ki je dekan, ko je začel brati to knjigo, je kasneje sporočil, da sem mu ukradel noč. Ukradel sem mu jo zaradi tega, ker knjige ni mogel odložiti, drugače ima red v svojem življenju in seveda tudi spanje mu je pomembno, ampak tokrat sem mu pa jaz ukradel noč. Upam, da bom še komu ukradel večer, noč ali dan. Izvolite, še vprašanja, kdo ima? To moram tudi jaz reči, da sem čim se knjigo v roke dobil, sem jo takoj pol prebral. Pa še, prej sem še pa celo listal. Ja, dajmo, še ima kdo kakšno vprašanje? Hvala, gospod Grošelj. Izvoli, Sonja. Katera Sonja? Ja, lep pozdrav, Sonja Pungartnik. Tukaj sem kot predstavnica Radia Ognjišče in tudi kot sama slepa. Jaz mislim, da je prav, da besedo rečemo tudi tistih, ki se nas knjiga pravzaprav najbolj tiče. Tako da jaz nisem pooblaščena od nikogar, pa vendar tako čutim v srcu, Stane, da se ti v imenu vseh nas slepih in slabovidnih zahvalim za to delo, zahvalim za to, da si imel pogum, da si imel voljo, da si imel moč, da si imel živce, konec koncev, vztrajnost, da si pridno nabiral, nas poslušal, zbiral te dogodivščine in da si jih na koncu tako lepo spravil v tako lepo, čudovito knjigo. Kajti vsi mi bomo imeli nekaj od tega, če se bo ta knjiga res dobro širila med ljudi, v kar upam, da bo k temu pripomogla tudi naša organizacija, Zveza društev slepih in pa medobčinska društva. In pa tudi kdo, ki bi morda poskrbel, jaz
ne poznam tega, kako ta sistem deluje, si pa zelo želim, da bi ta knjiga prišla v vse slovenske knjižnice, kjer bi si jo ljudje lahko izposodili. Tako da, Stane, hvala ti za to promocijo, hvala ti, da nas v tej knjigi zastopaš, vseh tistih 10.000 in še več z okvarami vida. In ponosni smo nate in na tvoje ustvarjanje. Hvala lepa. Hvala, Sonja. Še kdo? Petra, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Dober dan. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Mene zanima, koliko časa je knjiga nastajala, kako ste zbirali te, kako je nastajala predvsem? Gospa Petra Medved iz Radia Slovenija, prvi program, ne? Tako. Ja, glejte, zapisovati oziroma gradivo sem ob raznih srečanjih, potem, kot sem že prej povedal, 21 let sem vodil študijske krožke, se pravi, da sem skupaj vodil 42 študijskih krožkov v 21 letih, ker sem vsako leto vodil po 2 študijska krožka in različne teme. Dobro, nekatere teme so se vlekle tudi po 2-3 leta. No in tako da že v tistem času sem si kaj beležil, zapisoval, kar nekaj kaset, takrat še kaset, audio kaset, se mi je nabralo kakšnih posnetkov, pogovorov. In v zadnjih letih, recimo od leta 2014 naprej, lahko že 13. leta, sem začel resno spreminjati te zapiske v neke zgodbe, prigode in jim dajati tudi naslove, zato da so te zgodbe bolj prepoznavne in bolj slikovite in da izpostavljajo tisto, kar je bistveno v sami zgodbi oziroma v sami izkušnji, ki je prikazana skozi neko doživljanje nekega junaka. Seveda sem sledil temu, da sem zgodbe dal v usta ljudem obeh spolov, kot smo opazili, ne, moški pripoveduje, ženska pripoveduje oziroma doživlja obeh spolov in različnih starosti, od otrok do prababic, pradedkov. Taki so glavni junaki, ki pripovedujejo svojo izkušnjo. Seveda bolj strnjeno, bolj intenzivno sem pisal zadnja leta, še posebno intenzivno pa lani in letos do poletja. Moja ambicija je bila najprej, da bi leta 2015 izdal knjigo o 95. obletnici, ampak nisem uspel, potem pa se mi je zdelo, da bi bilo premalo, če bi kar zaključil že z pisanjem, ker bi bilo po moje premalo zgodb in tako mi je prišlo na misel, da bi zbral vsaj 300 zgodb. Torej, dobil sem idejo tudi od tistih pesniška zbirka 300 narodnih pesmi, na primer, ne, in tam to mi je bila neka vzpodbuda ali pa neka ideja, da pa še jaz 300 zgodb zberem. Tako da sem se kar dosti namučil, da sem to napisal, seveda pa hkrati pri pisanju nekaterih delikatnih tem, ki jih tukaj ne bomo prebrali, pa sem bil v precepu, kako jih napisati, da ne bi slučajno koga prizadel ali preveč prizadel, čeprav nisem hotel vse pomišiti. Tako da je nekaj takih zgodb, ki odražajo trenutno stanje pereče in izpostavljajo določena slepomišenja, ki se pojavljajo v določenih družbenih sredinah, okoljih. In tisto so najbolj aktualne zgodbe,
Drugače pa so notri tudi zgodbe, ki posežejo nazaj v preteklost, recimo 30, 40 let, 70 leta. 70 leta, tako da se vidi, kaj so doživljali, kakšne okoliščine oteževalne, pa kakšne ovire so doživljali ljudje, ki slabše vidijo takrat, v 70-ih, potem v 80-ih, 90-ih letih. In iz tega je tudi razvidno, iz teh zgodb je razvidno, kako so zaslepljeni ne samo tisti, ki dobro vidijo, ampak tudi tisti, ki ne vidijo tako dobro. Zato bi se komu zdelo ob hitrem branju, da sem mogoče kaj pomešal, pa nisem. Se pa seveda da kakšno zgodbo postaviti tudi v kakšen drug koncept, kontekst, pod kakšno drugo temo, ki je v tej knjigi, ampak se pravim, jaz sem se pač odločil tako in za tem stojim. Torej, knjiga je tako nastajala, kot ste videli, iz izkušenj na terenu, preko zapisov. Seveda, osnova so mi tudi kakšna gradiva. To so lahko gradiva iz določenih sej ali pa kakšnih upravnih aktov, na primer, ali izkušenj na raznih uradih, ali izkušenj mene kot opazovalca dogajanja okoli sebe. Torej, vidite že to, da sem sociolog, zgodovinar, sociolog, sem razvil nekega opazovalca v sebi. Naprimer, če sedim na obali, naprimer na prilagojeni plaži, kjer se bolje znajdejo slepi in slabovidni plavalci, se mi zgodi, da kaj doživim, kar drugi niti ne opazijo. In sem, te izkušnje pa tu notri ni, to bo mogoče v naslednji knjigi. Veste, življenje kar samo piše, samo je treba hitro registrirati, se odzivati, kakšno zabeležko naredim, da potem iz tiste kasneje, mogoče čez pol leta, leto, razvijem zgodbo. Toliko za enkrat. Še kakšno? Hvala lepa. Ni zakaj. Mogoče tole, kar vam kažem, ali sem prav obrnil, piše Zazrtim vase krucifiks. Se vidi? Zazrti vase krucifiks. Vedre trke prigode obrazov, nevidnih, prisotnih, premalo upoštevanih drugorazrednih. Piše na zadnji strani. Tako, ker ta Zazrtim vase mi je tudi nekaj časa bil delovni naslov. Zazrtim vase krucifiks. Zakaj krucifiks? Krucifiks razlaga gospa iz fakultete za nemščino, pribiti na križ, Jezus pribiti na križ. To se pravi, vsi, ki tu notri v teh zgodbah nastopajo in vsi ostali, ki smo zunaj teh zgodb v družbi, so ali smo na nek način pribiti na križ, imamo vsi nek križ, ki ga nosimo, ne glede na to, ali so to invalidi ali ne invalidi. No in tako vsi ti, ki nastopajo v teh zgodbah, nosijo ta križ, ki ga želijo predstaviti vsem ostalim, ki so preveč zazrti vase, da ne opazijo tega, kar je mogoče opaziti, videti. Že prej zgodbe ste slišali, postavljen prometni znak kar sredi pločnika, ko bi lahko bil tudi malo bolj na stran, tako da ne bi poškodoval nikogar. Avtomobili parkirani kar na pločniku in podobne neumnosti, ki se dogajajo. Tako da tem zazrtim vase je tudi namenjena ta knjiga in ostalo spodaj, kar piše, se pravi, obrazi so notri zajeti, obrazi nevidnih, premalo upoštevanih, drugorazrednih, tako se namreč mnogi od teh, katerih izkušnje so zapisane v tej knjigi, tudi počutijo ali počutimo. Toliko. Še kdo? Kakšno vprašanje?
Zdaj sem se spomnil, čakamo, če se še bo kdo spomnil. Sem se spomnil, Stane, leta 98, si bil z slepimi in slabovidnimi na Kilimanjaru, katerega je bil tudi posnet film. To sicer ne sodi sem, ampak vsekakor sodi v eno tvojih aktivnosti. Ja, seveda sodi in to je tudi en tak poskus ozaveščanja javnosti, poleg tistega prvega ljubezenskega romana, ki vsebuje tudi junaka, ki slabo vidi in kako se sooča z videčim svetom in v ljubezni, kakšne izkušnje pridobiva. Druga, lahko bi rekli, da je tole tretji del trilogije, drugi del je knjiga Ustvarjalnost ne poznate me, ki sem jo izdal leta 2000, v kateri sem predstavil 43 življenjskih zgodb nekaterih najbolj uspešnih Slovencev. No in zdaj tale tretja knjiga. Vmes je bila še četrta, kot ste videli, je tudi v notranjem zavihku to opisano o avtorju in delu. Črni petelin, ki pa ne posega, ta socialni roman ne posega na področje drugačnosti, se pravi ljudi z osebno okoliščino, oviranostjo, ampak posega na področje študentskega življenja in tegob študentov, študentskega življenja in seveda tudi razširjene, takrat najbolj razširjene bolezni, kot je AIDS in tako dalje. Tako da, to je to. Skratka, angažiran avtor. Pravzaprav si dobro to povedal. Ta moja literatura je očitno kar angažirana, bolj nehote kot hote, ampak očitno je to moje poslanstvo in plavam v tem poslanstvu in to sem jaz. Teorija in praksa bomo rekli, ne? Ja. V redu. Še kdo? Zdaj je varianta tudi, da alt A, da se odpre, če kdo ne zna za mikrofon vklopiti. Še kakšno vprašanje? Mogoče še... Ksenija, izvoli. Ja, hvala. Ksenija Karmavner, zelo zanimiva naslovnica je, pa me zanima, kako ste pa prišli do naslovnice? Do naslovnice in zanimivo ste me spodbudili, da sem pomislil, kako smo prišli do ilustracij. Tudi, ker jih ni enostavno, kako jih narisati. Tole naslovnico oziroma risbo je narisala Katja Cah. Poznate Katjo Cah, novinarka pri Delu. Ona pisala prej pri Dnevniku, zdaj pri Nedelu. Ona tudi riše, ker je oblikovalka, risarka, postaja ilustratorka. Jaz sem povedal, da pišem knjigo takih zgodb o slepih in zaslepljenih. In beseda je dala besedo in dobila je nek preblisk, neko idejo in je kar sama od sebe narisala tole, kot vidite. Seveda je potem še malo z barvami dodala, skratka, motiv je isti, kot je bil na začetku. Za naslovnico je samo še, se pravi, malo izpilila, izboljšala to risbo, torej slepa deklica, oči ima čisto bele in kaj tukaj na prsih so očala, v očalih pa so oči, ki imajo tudi roženico in tako dalje. Zakaj je taka risba? Okrog je pa še mavrica, če se ne motim. Kaj to izraža? Ja, lahko si to zdaj razlaga vsak bralec, vsak gledalec, kakor si hoče. Navsezadnje ti valovi, ki so naokrog nje, so pravzaprav pokazatelj tega, da človek lahko dojema svet okoli sebe tudi ne samo z očmi, tudi z drugimi čutili. Se pravi, zaznavamo zvoke, razne zvoke, šume, vibracije, toploto, hlad in tako dalje, elektromagnetna sevanja, radijske valove
in vse mogoče. Tudi privlačnost med osebami in živalmi in rastlinskim svetom in tako naprej. Tako da je s tem to ponazorila, seveda z očali in slepimi očmi pa, da pravzaprav nekateri potrebujejo očala, pa še potem ne vidijo, pa so videči. Notri v teh zgodbah boste tudi to zasledili, da se čudimo tisti, ki notri nastopamo, kako je mogoče, da tudi videči vsega ne vidijo in jih morajo slepi voditi. Ja, zato, ker imajo slepi ljudje verjetno bolj razvita čutila, senzorje in slepi, recimo tukaj v notranjem zavihku, zadnjem, kaj je že napisano v premislek bralcev, ne? S čim, mogoče bi še to prebral, ali Tajda. Ja, Tajda nima tega, bom mogel jaz. Tukaj gre za ene misli, bralcem v razmislek. Ne glej me v oči, poišči me v sebi, očesni kontakt vzpostavimo preko glasu. Če ne vidimo, gledamo s prsti in ušesi, zaznavamo s šestim čutom, Stane Padežnik. Ja. Poglejmo si naravnost v oči. Izjavi dramski igralec in voditelj Boba leta 2020 Jure Drevenšek. Da bi vsak znal odpreti oči in pomagati z malimi dejanji. Izjava Nina Kozorog za Ono Plus 20.12.2019, zdravnica nevrologije, humanitarka in Slovenka leta 2019. Njena izjava je najglobje zarezala in postala Bob leta 2019. Samo za tvoje oči, naslov filma, v katerem igra James Bond. Zazrt in vase krucifiks. Krucifiks pomeni križ z zakriženim Jezusom, pojasnila profesorica in lektorica germanistike na Filozofski fakulteti Kristjane Leskovec. Da bi videli dlje, ne potrebujemo oči. Zapis Aleš Kovsa, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, v nagovoru zbornika Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, imenovanem ob točkopisa do e-bralca, izdanem ob 100-letnici organiziranega delovanja te najstarejše invalidske organizacije na Slovenskem, 7.11.2020. No, to so pač neki izreki, dani v premislek, tako da bralci lahko premišljujejo tudi ob enem samem izreku, ni treba, da berejo samo zgodbe, se zamislijo, s čim mi gledamo, s čim mi čutimo, kako mi čutimo. Skratka, na vse te razne načine in kako lahko premaknemo družbo naprej, da ne bo stala na mestu in ignorirala vse ostale, ki ne vzpostavljajo očesnega kontakta. Torej, družba ni sestavljena samo iz ljudi, ki se spogledajo in si ustvarijo mnenje o človeku samo, če jih pogledajo v oči. Tako da samo taka družba ne obstaja, obstaja še ta družba, ki je opisana v tej knjigi. Toliko. Mislim, da smo bili kar izčrpni. Zdaj, Ja. še kakšno vprašanje? Če ni, bi počasi zaključili. Ura je že tik pred 11, se pravi, da smo že skoraj uro skupaj. Stane, še kakšna zaključna beseda? No, jaz se predvsem zahvaljujem vsem udeležencem današnje novinarske konference. Marsikateri se niso mogli udeležiti, ker je še kupica drugih dogodkov v tem istem času in njihova pozornost usmerjena tja. Z nekaterimi sem dogovorjen, da bodo kasneje še naredili z mano bodisi pogovor, intervju ali opisali, zapisali in podobno, tako da odmevnost
te knjige bo že še, to se počasi širi, zdaj pač kamenček vržen v vodo in koncentrični krogi se bodo zdaj širili. In torej še enkrat hvala lepa vsem, hvala Dušan tebi za moderiranje, hvala gospa Tajda Lekše, hvala vsem, ki poslušate, gledate, ki vas zanima ta tematika in ki boste kaj tudi napisali ali pa kako drugače razširjali to tematiko med družbo in med mladimi. Hvala lepa. Hvala vsem. Hvala Stane za knjigo. Hvala Tajda za branje in vsem, ki ste bili prisotni. Se vidimo, spremljajte se nas naprej. Hvala, srečno. Hvala. Adijo, srečno. Srečno. Srečno.